Dobri Bog, vse ljudi si ustvaril in odrešil in po tvoji volji si je Božja beseda privzela telo iz deviške matere. Tvoj edinorojeni sin je postal človek. Prosimo te, naj nas pritegne v svoje Božje življenje, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj. Prisluhnimo skupaj Božji besedi. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Tiste dni je poklical Jakob svoje sinove in jim rekel: Zberite se in poslušajte, Jakobovi sinovi, poslušajte Izraela, svojega očeta. Juda, tebe bodo hvalili tvoji bratje, tvoja roka bo na tilniku tvojih sovražnikov, priklanjali se ti bodo sinovi tvojega očeta. Mlad lev je Juda, od plena moj sin si se povzdignil. Sklonil se je, ulegel se je kakor lev in kakor levinja, kdo ga bo zdražil. Ne bo vzeto žezlo od Juda, ne vladarska palica od njegovih nog, dokler ne pride tisti, ki mu to gre, in njemu bodo narodi pokorni. Božja beseda.
V njegovih dneh bo mir in pravičnost. V njegovih dneh bo mir in pravičnost. O Bog, daj kralju, da bo sodil in kraljevemu sinu svojo pravičnost. Naj pravično vlada tvoje ljudstvo in tvoje ponižne po pravici. V njegovih dneh bo mir in pravičnost. Gore, prinesite mir ljudstvu in griči pravičnost. Ščitil bo ponižne med ljudstvom, pomagal sinovom ubožcev. V njegovih dneh bo mir in pravičnost. V njegovih dneh bo cvetela pravičnost in obilnost miru v svitu lune. Gospodoval bo od morja do morja, od vele reke do kraja zemlje. V njegovih dneh bo mir in pravičnost. Njegovo ime bo blagoslovljeno vekomaj, njegovo ime bo ostalo, dokler bo sijalo sonce. V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji, blagrovali ga bodo vsi rodovi. V njegovih dneh bo mir in pravičnost. Aleluja, modrost najvišjega, ki krepko in prijetno vse urejaš, pridi in nas uči pota razumnosti. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega. Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba, Jakob Juda in njegove brate. Juda je imel s Tamaro sina Faresa in Zara. Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama, Aram Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona. Salmon z Rahabo sina Boaza, Boaz z Ruto sina Obéda, Obed Jeseja, Jese pa je imel sina kralja Davida. David je imel Zurijevo sina Salomona, Salomon je imel sina Roboama, Roboam Abija, Abija Aza, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Ozija, Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekija, Ezekija Manaseja, Manase Amona, Amon Josija, Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate ob preselitvi v Babilon. Po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatijela, Salatijel Zorobabela, Zorobabel Abioda, Abiud Eljakima, Eljakim Asorja, Asor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Eliuda, Eliud Eleazarja, Eleazar Matana, Matan Jakoba. Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. Vseh rodov je torej od Abrahama do Davida 14 rodov, od Davida do preselitve v Babilon 14 rodov, od preselitve v Babilon do Kristusa 14 rodov. Kristusov evangelij. Začetek evangelija po Mateju nam predstavi Jezusov rodovnik. Neskončni seznam imen se nam lahko zdi suhoparen, pa vendar je vsako ime v njem edinstveno in neponovljivo, kot tudi vsak izmed nas in kot takšno tudi vedno v Božjem spominu. Evangelist pa z naštevanjem teh imen
želi podati še globlje sporočilo o Jezusovem poreklu. To, kar smo poslušali v današnjem odlomku, jasno sporoča, da je Jezus Davidov sin, po mesu človeški sin. Nadaljevanje tega odlomka pa odkriva Jezusa kot Božjega sina po duhu. Jezusovo poreklo je torej človeško in Božje hkrati. To nam želi posredovati evangelist Matej na začetku svoje pripovedi o Jezusu. Po Jezusu namreč vstopi v zgodovino človeka Bog in človek vstopi v zgodovino Božjega odrešenja. Vse drugo, vse okoliščine je tako vpeto v to ozadje prepleta Božje in človeške zgodovine. Bog to, kar je človeškega, sprejema in vpleta v svoj načrt odrešenja, vključuje v svoj načrt odrešenja. Zato lahko verujemo, zato lahko zaupamo, da je tudi naša zgodovina, moja zgodovina, vključena v Božji načrt odrešenja. Vsak dogodek, vsaka oseba ima svoje mesto in svojo vlogo v načrtu, ki ga ima Bog za nas. Morda tega ne vidimo ali težko vidimo, ker smo še vedno del tega. Prav zato nas evangelist vabi, da v Jezusovem rodovniku vidimo, da Bog zmore pisati ravno tudi po zavitih črtah. Da Bog tudi težke in nerazumljive stvari, tudi tisto, kar se nam morda zdi kot nekšna stran pot, da zmore Bog tudi to vključiti v svoj načrt odrešenja. Tudi v najtežjih trenutkih življenja zato lahko ohranimo zaupanje, lahko ohranimo vero v Božji načrt, ki vodi naše življenje, ki vodi našo zgodovino k cilju, k odrešenju. Mojzesu prikazal gorečen ga.
Molimo. Vsemogočni Bog, nahranil si nas v svetem obhajilu in razsvetlil svojim duhom, zato goreče prosimo, naj v dneh pričakovanja tvojega odrešenika svetimo, kakor žive luči vsem ljudem, po Kristusu našem Gospodu.